Moja mama ima 86 let in zanjo skrbim zadnjih 16 let. Ima demenco, srčno popuščanje in je nepokretna. Tako večino časa preživi na bolniški postelji, premikamo pa jo z vozičkom, največkrat do kavča, mize ali do stranišča. Mama je dolgo časa živela z mojim očetom, ki je pri 61 letih umrl. To jo je zelo prizadelo. Žalovanje je bilo dolgo, nato pa je skoraj neposredno prešlo v demenco. Ko so se začele vrstiti manjše nezgode, se je preselila k nama z možem. Smer sprememb poznam, a me vseeno kdaj presenetijo. Vseeno se trudim, da do njih prihaja čim počasneje. Oskrbovanje je lahko zelo težko, saj zahteva celega človeka in velikokrat ves tvoj čas. Sem srečna in hvaležna, da je naša družina zelo povezana. Mož se je nedavno upokojil in mi je v veliko pomoč, ker sama še vedno delam. Kadar je doma, pomaga pri oskrbi tudi hčerka. Skupaj kot družina se trudimo, da si delo razdelimo. V razbremenitev je tudi pomoč na domu, ki prihaja enkrat tedensko. Negovalka je res skrbna in tudi mami je všeč. Nekajkrat mesečno prihaja tudi patronažna sestra, ki prinaša tablete za redčenje krvi. Tako nam mame ni potrebno voziti v bolnišnico, kar vsem lajša življenje. Oskrbovalni dan se običajno začne sredi noči, saj moram biti v stalni pripravljenosti. Uporabljamo pa tudi monitor za spremljanje zvokov in gibanja. Mama se ponoči zbudi vsaj dvakrat. Odpeljem jo na stranišče. Zelo se trudim, da čim dlje ohrani svoje funkcije. Zato ne uporablja plenic, kar ji je zelo všeč. Seveda pa to za nas predstavlja večji zalogaj pri osebni higieni. Jutro se začne ali pa nadaljuje pred 7, ko jo ponovno peljem na stranišče, umijem in pripravim zajtrk. Nato odidem v službo in takrat oskrbovanje in gospodinjenje prevzame moj mož. Ko se popoldan vrnem iz službe, skupaj pojemo kosilo. Mama pri hrani ni izbirčna in ne potrebuje pomoči pri hranjenju. Po kosilu sledi pospravljanje. Ob lepem vremenu radi posedimo na balkonu, tam mami razgibam prste, vrat in ramena. To ji zelo prija. Ker je moja mama delala v računovodstvu, ji redno dajem tudi preproste računske izzive, na primer poštevanko. Tudi drugi miselni izzivi so ji všeč in še vedno se lahko spomni rastline na vsako črko abecede. Včasih se zgodi, da me ne prepozna več ali me s kom zamenja. Kljub vsemu se večkrat tudi nasmejimo. Ob večerih mama najraje pogleda kakšno glasbeno oddajo in ob slovenskih pesmih tudi sama rada zapoje. Če se ne spomni besedila, pa zapoje kar po svoje. Tako je vsak dan malo drugačen. Čeprav je oskrbovanje lahko zelo zahtevno, smo veseli, da je mama še vedno z nami.